Živijo. Današnji vlog smo malo drugačen, zaradi tega, ker moram tole posnet. Nisem posnela dost včeraj in sem pol skombinirala 2 dni skupaj, tako da danes nimam kaj za posnet od življenja dejansko in sem se odločila, da je danes dan, ko naredim kolekcijo mojih knjig. Ta moja kao kolekcija mojih knjig vsako leto, ko snimam, zdaj bo to že 3. leto, se mi zdi. To je en tak moj content, pač en tak moj my thing. Nikoli nisem neki ful, ne vem, nikoli nisem niti pričakovala, da bo kdorkoli dejansko hotel to gledati. But here you are, 3. leto zapored, da pogledamo, kje so moje nove knjige. Moram pa en disclaimer narediti, da to niso zdaj vse moje knjige, ker sem večino mojih knjig pustila doma v Velenju, pri moji mami. Zdaj sem v Novi Gorici, pač preselila sem se, če kdo slučajno ni opazil, in zdaj tukaj nimam čisto vseh knjig. Ampak imam pa večino tistih, ko jih imam letos nove. Tako da, če koga zanima, kere knjige sem imela prej, imate lanski in pa predlanski vlogmas, ki sta pa ful dolga, ker sem imela ful ogromno knjig. Dajmo kar začeti. Jaz sem vam prvo malo maskara dala gor, da sem mačkam lepš počutila. Tu je ta moja omarca, to je by the way, pač punce vemo, zakaj je to, you know. Tu je ta moja omarca v spalnici, drugač house tour bom naredila na Džunglinem kanalu, res kmalu. V glavnem, jaz sem tukaj v spalnici, imam tole mojo omarco, tukaj pač so predali in ni še sicer neki ful stvari noter, ker pač sploh ne vem, kam imam jaz, kjer imam predalo, ker še frišna tukaj. Lunca nima več kragulčka gor, tako da to je moj špeguček, ki sem ga kupila v Jisku, se mi zdi. En tako krasek, whatever. Prva knjiga je tale True Magic, zato ker sem se pač zanimala za magic in za witchcraft. Se še vedno sem si ful premalo cajta vzamem za to. Delala sem si tudi dnevnik, ki pa je v bistvu tole. Drugač to imam, if you know, you know. Damn. Yes. To je zdaj, ko sem si kupila collection od Jeffreya Pashana. To je moj magic journal thingy, kjer sem si pisala različne stvari in dejansko je ful cute. Ampak pa si nisem kaj dost cajta vzela za te stvari in sem basically ful hiter nehala. Moram se vrniti nazaj k temu in da je kaj narediti, ker me ful pomerjajo take stvari. To imam pa tu not, zato ker je pač tak, ker je lep papir, jaz, če bom kdaj kaj ustvarjala s tem. I don't know. To sem kupila v mladinski knjigi, to je v bistvu tako stojalo, ko se zloži. Daš tako to gor in tukaj se zloži. In potem tukaj to postaviš in daš tukaj gor lahko knjigo ali pa iPad ali whatever in pol pač tu lepo stoji. Večinoma imam to za iPad, zato ker imam ono stojalo, ko je že malo bolj bogo in pač ja. Naslednja knjiga je ena knjiga, ko sem jo najdela dejansko pri Tomažu random predalu, ampak je Zlati kompas. Zapakirana je še, ker jaz jo ful šparam, ker je najbolj zavita že zadnjih 10 let in mi jo je ful bed odpret. Drugače je bil film, zdaj je pa tudi serija, Njegova temna tvar. Serija je na HBO Go, če kdo hoče gledati, it's there. Jaz sem jo gledala, nisem pogledala cele, pogledala sem malo prve sezone, pa sem jo nehala gledati. Moram se vrniti, ker je James McAvoy not in je, v glavnem ja, druga knjigica. Pa imamo tole, Getting to Yes, to že lani kazala, po moje sem. Kupila sem jo, mislim, da v Turčiji, ko smo snemali film, ker sem šla zadnji dan malo po letališču in pa sem si nakupila take knjige. To tudi, mislim, da sem že imela v prejšnjih videih, pa zdaj je po novem polito. Ne vem, kaj se je že polilo po tej bogi knjigi. Vse je pač normalno in vse je okej, samo ali je zvita, pač ja. Zavestno življenje. Okej. Naslednjo imamo tole knjigo, sem jo začela brati, nisem je cele prebrala, ker I guess jaz nisem še prave starosti za to knjigo, sem jo dobila od mladinske knjige. Verjetno, ko bom starejša in bom dejansko pač jaz tudi izgorela, bo verjetno malo bolj prav prišla. Trenutno pa pač ne. Okej, naslednja je tudi ena, ki sem jo najdla pri Tomažu, tole je The Great Gatsby. Amazing. Trenutek, ko sem jaz vedela, da je Tomaž pravi moški zame, je bil, ko sem najdla to knjigo pri njem. The Great Gatsby je moja najljubša knjiga na svetu in tole je v angleščini, ful je taka seksi. Iz kjerga leta, kaj to je? To ne moglo biti nekje v Angliji kupljeno, ko piše cena v funtih. 2011. Ni toliko stara, koliko sem mislila, da je. Pol imamo tole knjigo Harry, Conversations with the Prince, tudi nisem prebrala. Jaz ne vem, jaz si skozi kupujem nove knjige, pa starih knjig nimam cajta prebrati. V glavnem, slikati sem noter. Jaz sem
full obsesala s princem Harryjem nekaj cajta in pa sem to knjigo videla in valjda si jo mogla kupiti. He's still so cute. Pa imamo tole, to sem pa malo že kazala v prejšnjih vlogmasih, Not That Kind of Girl od Lena Dunham, whatever. Eni jo imajo radi, eni je ne marajo, I don't know, pač meni je knjiga fajna drugače. Pač je malo weird, ampak taka full relatable. Pol imamo Hidden Bodies, se pravi drugi del You. Imam tudi prvi del, ne vem, če ga imam tu, ne vem, ki ga imam, pomaj ga imam doma. Tudi je fajna, definitivno, če ste gledali serijo You, priporočam knjigo, ker sicer je samo v angleščini, ampak je full bolj... V seriji imaš tega tipa malo preveč rad, kar ni point. On je psihopat, če slučajno ni clear. Pač ni point zdaj, da ti pač fangirlaš čez njega, ampak je dejansko zgodba psihopata. It's weird. Knjiga je full boljša serija. Serija je trash. To druga sezona. To je druga sezona. Nič ni isto kot v seriji. Nič. Preberite knjigo. Pa imamo tole. Tema. Ne vem, zakaj sem jo vzela. Čakaj. To je dejansko drugi del ne iz Edwardove. Christianove perspektive. Vam tudi imela sem prvi del. Ne vem, kje je. Nisem je prebrala. Verjetno jo bom, ker se mi lušta ene take malo bolj steamy knjige. Zato sem si tudi od doma prinesla naslednjo knjigo, ki je Ta moški. To sem že prebrala, vem, da sem jo enkrat dobila za božička, mislim, da drugi pa tretji del sem dobila za božička. Je bila, po mojem, moja prva taka malo bolj steamy knjiga pred 50 Shades of Grey. Najbolj vroča knjiga leta. Pa imamo to, ne vem, če sem to že lani kazala. Želim, da bi se zbudila z amnezijo. Zanimiva knjiga, zelo. Mislim, da je ena Jakinja napisala nekaj takega. Glede na to, koliko je mlada pisateljica, je ful dobra knjiga, tako da še koga se čena zanima. Je Slovenka, Janja Zupan, very good. Naprej, še ena knjiga, ki sem jo dobila mladinske knjige, je Pogodba. Nisem je prebrala, kakor pravim, mislim, da sem to dobila lani na knjižnem sejmu. Kakor pravim, jaz dobivam pol nove knjige in pol jih pač ne preberem starih, kar mi je ful žal. Zdaj sem nekaj nehala moje knjige kupati, zato da lahko pač preberem vse, ki sem si jih nazaj kupila. Tole pa mislim, da je moja mami prebrala, jaz sem jo pa prebrala. Ne, jaz je nisem brala. Ne vem, zakaj je to trenutno. Ali pa tudi, ne, nisem je, sorry. Coco Chanel in vonj ljubezni. Izkriva pripoved o umetnosti, modi in ljubezni ter nastanku najslavnejšega parfuma na svetu. Bom prebrala. Moški, ki ni poklical, in my honest opinion, malo boring, malo weird. Nisem je prebrala do konca, brala sem jo lani za božič in prišla po moje, no do tu sem prišla. In pol nisem nadaljevala, ker mi enostavno ni bila toliko všeč. Metro 2033. Nisem prebrala, look at it. Bom jo, definitivno moram jo prebrati, ampak moja mama jo je prebrala in pravi, da je ful, da ni tako fajna. Ampak moja mama ima ful drugačen okus za knjige. Igranje z ognjem, kaj če ti lastni otrok želi smrt? Okej, tega nikoli nisem dejansko si tako pogledala, mislim, da sem tudi dobila zraven Potterja, ko sem dobila mladinske knjige in je pol, I just kind of forgot about it. Jo bom, have to get to it, ker je tipo ime Lorenzo. Ok, to imamo Mesto na vodi, ki je v bistvu knjiga o Velenju in ja, knjiga o Velenju, what? Weird. Bom prebrala, mama jo prebrala v prihodnost do leta 2060. Ok. Apokalipsa, whatever. Tole mi je Laura kupila za rojstnan lani. Spet je tukaj Hitler. Film je meni bil ful dober, don't call me out on it. Ampak pač tak ful weird perspektiv je. Weird ideja, predvsem. Ampak film je dobro izpadlo, zdaj bomo pa zvedli, če je še v knjigi dobro izpadlo. Ja, več kot 1 leto je že mami nisem je še prebrala. Sorry, Laura. O tem ne bomo govorili. Nisem je prebrala, mama jo prebrala in je rekla, da je ful morbidna, še posebej za trenutni čas, tako da ne vem, če jo hočem prebrati. Še ena izmed mojih najljubših knjig, Dekle z vsemi darovi. Ta knjiga, jaz sem jo prebrala v 5 dnevih, ko sem bila v Londonu, koliko je 3 leta nazaj, ne vem, v glavnem. In zadnjič sem spet gledala film, bolana knjiga, če pač se vam všeč zombi, The Walking Dead. Sicer je tak malo bolj drugačen koncept kot The Walking Dead, ampak it's still interesting in jaz jo bom najverjetneje še enkrat prebrala. Čeprav imam toliko novih knjig za prebrati, moram se to še enkrat. In pa imamo tukaj še Testamenti, ki pa je pač drugi del. Drugi del? Dekline zgodbe. Če ste gledali serijo, če niste gledali, je na HBO Go. Midva s Tomažo smo jo pogledala,
ful je dobra. Tudi malo morbidna za trenutni čas. Ampak ja. Zdaj pa imam še knjige v dnevni, da gremo kar to pogledat. A ja, še eno knjigo imam tukaj. Oba dva s Tomažem imamo knjige še tu. Valjda prepostli. Moje so tukile. Jaz trenutno berem Zala Tamala, sicer sem jo enkrat že začela brati, zdaj jo nadaljujem, ker me vedno te stvari so me ful zanimale, ampak ja, vse je tukaj ful enih novih podatkov, ko jih dejansko tudi jaz nisem odprej vedela. Tomaž pa bi mogel brati, jih ne bere. Pač jaz sem mu priporočala knjige in zato jih ne bere. Alkimista. Oh my god. Ta knjiga mene je spravila čez depresijo, tako da ja. Še ena, ko me je spravila čez depresijo. Nice. In pa tole. To tudi jaz nisem prebrala, mogla bi jo. V glavnem, to so Tomaževe knjige, zdaj pa gremo še v dnevno pogled, kjer knjige imam. Tukaj še imam par knjig shranjenih, ki dol spodaj. To so bile prve knjige, ko sem jih sem prinesla, tako da gremo zdaj pogledat. Kakor lahko vidimo, tukaj je moj Steve Jobs, te knjige ne bom premikala, pač ja, je na svojem častnem mestu. Le to. Ta knjiga je tudi prišla z mano, pa ne vem zakaj. Tu večinoma imam biografije, pa tek malo bolj pomembne knjige. Billie Eilish, oh my god. Mladinska knjiga mi je tole poslala, love it. 1984, George Orwell, simply zaradi tega, ker je klasika. Nisem je prebrala. My Golden Collection, moram si še več kupiti. A pa če bi mi kdo poslal mladinska knjiga, maybe. Vojna zvezd, original v slovenščini iz leta 1977, to v vsakem videu povem. Prevedeno v slovenščino. Yes. Pol imam pa še The Last Jedi, The Force Awakens. Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Wow, v slovenščini. Wow, ok, kazalo. Tukaj noter so še slike. In podobno kot to imam tudi od Eltona Johna, obviously. Tu noter so slike. Evo jih, oh my god. Cute, adorable. Tudi obe dve sta v slovenščini, drugače imam pa še obe dve v angleški verziji, ki jih imam pa doma. Naslednja imam 40 pravil ljubezni. Sem imela včasih hardcover, ampak sem jo nekomu posodila, oziroma moja mama jo nekomu posodila in ji nikoli nismo dobili nazaj, tako da mi jo je zadnjič novo kupila v opravičilo. Norse Mythology, to mislim, da sem že kazala. V angleščini, mislim, da imajo pa zdaj celo verzijo v slovenščini. Sherlock. Mislim, da imajo zdaj še nove verzije te knjige, oziroma ne, videla sem nekaj podobnega na mladinski knjigi in si bom definitivno vzela kot moje darilo sami sebi za božička, ker je pač Sherlock. In pa Small Fry, ko sem jo tudi zdaj videla že v, mislim, da tudi v mladinski knjigi, mislim, da ni hardcover, ampak je v angleščini. V glavnem, to je pripoved od hčere od Steva Jobsa in je za zjokat, to je vse, kar bom rekla. Book of Mythicality, to knjigo sem ful dolgo čakala, pa mislim, da je šla direkt na moj rojstnalnik tam okrog in sem jo pač mogla takoj vzeti, ko je prišla ven. Ker ful gledam Reta in Linka, oziroma Good Mythical Morning, že zadnjih forever, tako da jaz sem mogla to knjigo vzeti. Controversial, ampak imamo obe dve knjige od Shane Dawsona. In pa seveda moja največja inspiracija PewDiePie. This book loves you. Toto knjigo sem si kupila, ko sem šla, oziroma nesla sem si jo zraven, ko sem šla v Nemčijo, ko sem hodila postati stevardesa in mi pol ni ratalo. Ampak ja, pa sem ratala youtuberka, tako da I guess it worked. Hvala PewDiePie. Mislim, da so to, ne, niso to vse knjige, pardon. Tukaj imam še pa ta glavno kolekcijo. Tukaj je pa še moj Harry Potter corner. Evo, tukaj so moje vse knjige od Harryja Potterja. Tukaj imam še dve palce, pa še dve imam tam v Mari. Ta je mačkan zlomljena in ta je bila expensive as fuck. Ta slika je meni najlepša, pač he's so sad. I love it. Vse ostale so take full detajle, ta je tudi čudovita. Pač look at it, it's amazing. V glavnem, če koga slučajno zanima, to je ta knjiga. Drugač pa imamo tukaj to darilo Jumbosa. Čakaj, te knjige niso po vrsti zložene. WTF, ena manjka. Ena knjiga manjka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cool, ena knjiga manjka. Ali pa da je možno sploh nikoli nisem imela. Ne vem. V glavnem imamo 3., 4., 5., 6., 7. del in pa prvi del, ki je pa ta velika ful lepa noter. Imamo pa tukaj še magične živali, ki je nisem prebrala, ker nisem neki ful fan.
In pa Harry Potter and the Cursed Child, ki pa sem jo prebrala, ampak tudi nisem neki full fan. To je celotna moja kolekcija vseh mojih knjig, ki jih imam trenutno v tej hiši. To pa trenutno berem, to še vedno berem, ker sem se vmes nisem imela časa brati, oziroma nisem se vzela časa brati. Tole Midnight Sun, ki ni to, kar vi mislite. Vsi mi pišete, da je to film, ne vem kaj, to ni film, to je drugač knjiga Nasprotje somraka, ali kako naj rečem, ki je v bistvu ista zgodba Twilight, ampak iz Edwardove perspektive in je v angleščini, obviously. Ja, Tomaž mi jo je kupil. Hvala, Tomaž. Glavno, to pa je dejansko cela moja kolekcija. Če vam je bila všeč, če vam je kjerkoli knjiga všeč, napišite dol spodaj, če ste prebrali kjer od teh knjig, ko jih imam jaz tukaj, lahko dol spodaj napišete let's chat ali neki. In ja, lajkajte tale video, subscribite se na moj kanal za vsak dan nov vlogmas. Kaj še? Nič, to je to. Se vidimo jutri. Čau!